Boštjan, pozdravljen. Kakšne razmere vladajo na turško-sirski meji? Razmere se vsak dan bolj zaostrujejo, seveda, in so absolutno povezane s tem, kar se dogaja na sirski strani. Lahko govorim samo glede na področje okoli mesta Kobani, recimo v 30-40 km vzhodno in zahodno. Mesto Kobani absolutno je zdaj pod napadom islamske države, obkoljeno je s treh strani, na četrti strani je turška meja. Ljudje ne morejo več bežati iz mesta v mesto, pa iz turške strani praktično tudi postalo nemogoče priti, ker so Turki zdaj pa bolj ali manj vsaj koliko zmorejo nepredušno zaprli mejo. Včeraj je bil zelo nekako zoprn dan na meji iz sirske strani islamske države, so na turško stran neposredno bližino begunskega taborišča ob meji da sta padla dva izstrelka, srečno nihče ni bil ranjen. To je nekako, po mojem mnenju, bil znak za Turčijo, da mora prekiniti svoj, kako bi rekel, tihi PR v tej vojni in svojo aktivno-pasivno vlogo, vsaj na videz, in je poslala na mejo, mislim, da 15 tankov v neposredno bližino Kobanija. To je vsaj na vizualni ravni mogoče malo spremenilo stvari. Zgleda, da Turčija postaja malce bolj aktivna v tem konfliktu, ki ga je do zdaj v svojo pasivnostjo in z odprto mejo pred časom za prosto pot islamskih borcev ven in noter iz države omogočala. Po drugi strani pa so tisoče in tisoče kurdskih beguncev iz Sirije v mestu Suruč in v obmejnih vaseh je vedno bolj nervoznih, živijo v zelo slabih razmerah, humanitarne pomoči praktično ni. V celoti so odvisni od pomoči svojih sorodnikov in znancev na turški strani meja, gre večinoma pač za sorodstvo, ki je grobo razdelila ta meja. Mnogi živijo zunaj, mnogi živijo pod mostovi, pod nasipi, na ulicah, v parkih, veliko se jih je zateklo v mošeje, so pa seveda samo ženske, otroci in starejši moški, vsi moški nekako med 18 in 50 letom recimo, ali pa velika večina teh, ki so fizično dovolj sposobni, so na bojišču. Iz Kobani prihajajo novice o res velikih žrtvah na kurdski strani, seveda tudi na strani borcev islamske države. Ampak tisto, kar je res nenavadno, je, da islamska država kljub temu, da ima na voljo praktično vse mogoče orožje, obveščevalne podatke na nek način tudi, da se premika lahko praktično svobodno, kamor jim paše, ker ti kurdska obramba je zdaj res koncentrirana samo še na mesto in na prve vasice pred njim, ki so neka obrambna utrdba, se je v zadnjih dneh skoncentrirala na topniške napade, na artilerijske napade in ne poskuša resneje napredovati. Hkrati pa nekako izčrpava mesta, te bi rekel lahko taktiko izčrpavanja. Na drugi strani pa so s prostim očesom, kar je še kar ironično, vidni položaj islamske države. To sem pred 2 dnevoma opazoval, mislim, je zdelo res ironično. Mislim, vsakdo, ki bi si želel islamsko državo poslati nazaj, ali pa jim onemogočiti napade na Kobani, bi to lahko naredil v 10 minutah. Mesto je vidno obkoljeno, hkrati pa je vse skupaj zelo prost, brisan prostor, vasice so prazne in vsakomur s kančkom pogleda na bojišče je v 5 minutah vse jasno. Zato se vse čas sprašujem, kako to, da se nič ne spremeni, da nihče ničesar ne ukrene. Kakšen je potem takem namen tujih sil, ki posredujejo v Siriji? V Siriji in Iraku. Težko. Mislim, jaz tudi se sprašujem, kakšen je ta namen. Ves čas, glede na to, da se je večinoma bombardiralo naftne rafinerije v Siriji, kot je dejal ameriški predsednik Obama, s tem bomo prekinuli njihov lifeline, torej črno trgovino z nafto, ki seveda večinoma poteka preko turške meje. To mi zveni malo smešno. Hkrati jasno postavlja, bi rekel, v spredje staro ekonomsko os bližnje vzhodnega konflikta, recimo ameriškega posredovanja 2003, ki je vodilni krivec trenutnega stanja v regiji in hkrati tudi rojstva islamske države, nafto. Kajti islamska država je zelo aktivna pri proizvodnji in pri prodaji nafte, tako v Siriji kot v Iraku. Po drugi strani so pa vsi te napadi, ki so bili na neke pozicije islamske države res razpršeni. Islamska država, kljub temu, da je resna, da neke male gverilske milice postala tako kot resna vojska, vsaj glede na kapacitete in organiziranost,
Pa na terenu ne deluje tako, nima poveljniških centrov. Seveda ima svoj center v mestu Raka, ampak mesto Raka je polno civilnega prebivalstva in mi tisto mesto pač ne mogoče bombardirati. Po drugi strani pa pač so oni zelo razprašeni, gibljajo se hitro, učinkovito in novice, ki jih dobivamo o tem, kako so ameriška in ostala letala koalicije Olmih bombardirala pozicije IS-a, so smešne. Te pozicije je praktično nemogoče bombardirati. In mislim, da bo vse skupaj trajalo še nekaj časa. Ne vidim iskrenega namena odločnosti te tako imenovane koalicije, da bi obračunala z Islamsko državo. Mislim, kako bi lahko ta namen bil iskren, če pa očetje tukaj obračunavajo s svojimi neposrednimi nasledniki z otroci. Kako lahko Saudska Arabija napada pa, ne vem, Katar in končno Združeni arabski emirati pa Kuvajt in seveda Združene države, vedno bolj tudi Velika Britanija, kako lahko obračunava s tistimi, ki jih je vzgojila, rodila, naredila. Kako pa Kurdi, ki so morali zbežati pred Islamsko državo, gledajo na posredovanje tujih sil? Ravno tako so jezni kot do Turčije, mislim, kot so jezni do Turčije in njene pasivne vloge v tem konfliktu. Ne zaupajo tej, kako bi rekel, operaciji. Kurdi imajo zelo močan zgodovinski spomin. Res večkrat jih je tako imenovana mednarodna skupnost na čelu z Združenimi državami že pustila na cedilu in jih žrtvovala na oltarju zgodovine v 70-ih letih. Leta 1991, ko je bilo v Turčiji mogoče videti podobne prizore, kot jih gledamo letos, potem, ko so Združene države v narekovajih niso končale svojega dela in so pustile Sadama Huseina na oblasti zato, da so si ga privoščili leta 2003 še drugič in je takrat največjo ceno plačalo kurdsko prebivalstvo, ki je preko hribov bežalo v Turčijo sredi zime in seveda je takrat sledil tudi ogromno šiitskim prebivalstvom na jugu Iraka. Točno te relacije so potem povzročile tudi toliko bolj krvavo državljansko vojno v Iraku po letu 2004. Kurdi zelo dobro vedo, da se za njih ne bori nihče, da so na bojišču sami. Edino, kar jim lahko pomaga, je, če se bi rekel, ste zasled ali pa smernik globalnih interesov po nekem kozmičnem naključju obrne v njihovo prid. Ne zaradi njih, ampak zaradi interesa nekoga drugega. V nekem trenutku mogoče celo tako kazalo, ampak glede na razmere na bojišču, kaže, da se to ne bo zgodilo. Nihče si ne želi ustanovitve kurdske države. Ne samo v Iraku, ampak končno tudi kje druge. Ponoma jasno je, da meje padajo, Kurdi dobro vedo, da se bodo risale oziroma zapisovali na novo in da na novom zelo hitro nastajajočem zemljevidu Bližnjega vzhoda ne bo prostora ne za kurdsko državo, ne za karkoli kurdsko povezanega, morda le za manjše avtonomne cone. Avtonomne cone po zgledu iz nekih drugih časov, ki pa vedno vodijo v unitarne, totalitarne države brez močnih nacionalnih identitet. Kurdsko vprašanje je zelo aktualno tudi v Turčiji. Kakšen odziv zdaj pričakuješ Turčije? Se bo bolj aktivno vključila v boj proti Islamski državi? Turčija bo gotovo v naslednjih nekaj dneh nekaj naredila, nekaj mora narediti, ampak to je veliko bolj vprašanje nekega političnega PR-a kot resnega varnostnega posega. Turčija je edina država, ki lahko v tem trenutku stvari na terenu spremeni oziroma prepreči dokončni obračun s Kurdi v Siriji. Hkrati pa to pomeni tudi, da bi mogla se začeti obnašati drugače do svojega kurdskega vprašanja. Velike travme notranje turške politike, nerešenega vprašanja. Konec koncev je pred dnevi PKK, kurdska delavska stranka v Turčiji, ki je močno povezana z borci, recimo tudi v Kobaniju, potihem nekako razglasila konec premirja, če Turčija ne spremeni svoje politike do islamske države. To bi utegnilo pošteno spremeniti razmerja v Turčiji. Hkrati je zelo aktivna, delal sem intervju recimo pred dnevi z poslancem kurdske stranke SDP v turškem parlamentu, ki je dobesedno preklinjal turško politiko in jih neposredno krivil za ustvarjanje islamske države kot ISIS-a, kot nekakšne protiuteži
šireči se kurdski avtonomiji, tako v Siriji kot v Iraku. To vprašanje se bo gotovo zaostrilo v naslednjih dnevih. Hkrati pa bi rad opozoril še na eno stvar. Ko govorimo o Kurdih, zelo pozabljamo na to, da obstajajo močno kurdsko vprašanje tudi v Iranu, da so iraški Kurdi tik pred tem, da določijo datum referenduma o neodvisnosti, da sicer ne delujejo kohezivno, niso enotni, ampak če kdaj potem danes tukaj in zdaj čutijo svojo zgodovinsko priložnost in glede na zgodovino njihovega boja za tako drugačno neodvisnost oziroma vsaj svobodo je pričakovati neke odločilne poteze. Odločilne poteze na vseh straneh. Tega Turčija gotovo ne bo tolerirala in bojim se, da stabilnost te, ko bi rekel, države, ki še 2-3 leta nazaj se hvalila svojo zunanjo politiko, ki temelji na tem, da nima težav sosedi, ne bo več dolgo stabilna, kot smo jo vajeni zadnje desetletje. Boštjan, hvala. Prosim.